Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota obeležilo 50-letnico obstoja. V Črenšovcih Slovenska krajina. Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Ringaraja v Lendavi. Konferenca o uspešnem poslovanju družinskih podjetij v Pomurju. Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke in gledalci televizije AS. Tokratna informativna oddaja Dogodki s 4 zgodbami o dogajanju v deželi ob Muri. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Slovesno prireditvijo so članice in člani Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota obeležili 50-letnico njihovega društva. Natanko pred 50 leti so v Murski Soboti ustanovili Društvo invalidov. Članice in člani društva, ki se danes imenuje Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, so praznovanje polstoletne obletnice počastili slavnostno prireditvijo v hotelu Diana v Murski Soboti. Zbrane je nagovoril Rudolf Kulič, predsednik Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota. Spoštovane članice in člani Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota. Za nami je dolgih 50 let, za katere smo lahko ponosni, in jaz seveda ponosen na vas, ki ste mi pomagali to društvo pripeljati tako daleč, da danes lahko s ponosom rečemo, praznujemo Abrahama in praznujemo 50 let našega obstoja. Leta 1969, 50 let po priključitvi naše male domovine k matični Sloveniji, so se zbrali na grajskem dvorišču v Murski Soboti ljudje, ki so čutili potrebo, da se invalidi organizirajo v mestni občini Murska Sobota in da ustanovijo društvo. Ta iniciativni odbor je sklical zbor članov, tako kot ga imenujemo danes, v kinodvorani v Murski Soboti in 10. maja 1969. leta je nastalo Društvo telesnih invalidov Murske Sobote. To društvo je zraslo v veliko društvo in na koncu se je preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, ki pokriva 12 občin, upravno enoto Murska Sobota in ki trenutno ima nekaj čez 800 članov, od tega 600 rednih članov in 200 podpornih članov, ki jih smatramo kot dodano vrednost, ki nam pomagajo pri našem delu in našim invalidom so večkrat tudi v pomoč. Vse, kar se tiče društva, kar bi hoteli vedeti o tem društvu, najdete v našem biltenu, ki smo ga izdali o 50-letnici društva. Da pa ne bi šli kar tako mimo, moramo pozdraviti najprej, jaz še vedno trdim, najprej vse vas, drage članice in dragi člani. Šele na to ali pa predvsem še ustanovitelja našega društva, ki je edini živoči še Jože Peterka, ki nam je 50 let prisoten v tem našem društvu, dolgo leta funkcionar našega društva, poverjenik v mestni občini Murska Sobota in sedaj naš še deloven član. Vabilo na prireditev se je odzvalo veliko število predstavnikov drugih organizacij, tudi krovne organizacije Zveze delovnih invalidov Slovenije. V imenu le-te je navzoče nagovoril Ivan Kostrevc, podpredsednik zveze. Spoštovani invalidke, invalidi, članice in člani Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, spoštovani vabljeni gosti, v imenu Zveze delovnih invalidov vas prav lepo pozdravljam. Iskreno vam čestitam za vaš praznik 50. obletnico delovanja, ki ga praznujete danes. Kot vam je znano, Zveza delovnih invalidov Slovenije v letošnjem letu obeležuje 50-letnico svojega delovanja, ki jo bomo obeležili pod geslom 50 let Zveze delovnih invalidov Slovenije, praznujemo preteklost in izboljšamo prihodnost. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota je član zveze
največje reprezentativne invalidske organizacije Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki združuje več kot 50.000 članov invalidov in pa ki so združeni v 69 društvih invalidov po Sloveniji. Začetki so bili trdi in okorni, a vedeli smo, da smo vedno bližje sanjam o družbi enakih možnosti in enakopravne obravnave. Takrat se še nismo v popolnosti zavedali, da smo delček velike svetovne skupine, ki je svet zaznamovala Združenih narodov. Še manj smo si lahko domišljali, da bo naša država ena prvi podpisnik konvencije o pravicah invalidov. Vse to in še vrsta mednarodnih listin, na katerih temelji domača zakonodaja, pa je imela en sam cilj ustvarjanja enakih možnosti za invalide. Dovolite mi, da izrazim zahvalo in spoštovanje vsem prostovoljcem, ki so s prostovoljnim socialnim delovnim prispevkom prispevali k večjemu razumevanju invalidnosti in sožitju, sprejemanju različnosti in strpnosti v medsebojni odnosi. Prepričan sem, da bo današnji jubilej spodbuda za bodočo dejavnost tako za društvo invalidov kot lokalno skupnost, ki je že do zdaj pokazala kot občutljiv partner pri urejanju razmer na področju invalidnega varstva. Invalidi ne zahtevamo več, ampak ravno toliko, kolikor imajo drugi, saj brez enakih možnosti ne moremo živeti človeka dostojno življenje. Spoštovani, danes je vaš praznik. Praznik, ki simbolizira 50 leti dejavnosti medobčinskega društva invalidov Murska Sobota na področju uresničevanja posebnih socialnih programov, posebej namenjeni najbolj ranljivi skupini prebivalstva. Ob tem bi pa tudi izkoristil priliko, da podelimo priznanje zaslužnim članom in pa medobčinskem društvu Murska Sobota za uspešno in pa dolgoletno delo, pa da jih spodbudimo še za nadaljne boljše delo. Zveza delovnih invalidov Slovenije ob tej priložnosti podelila priznanja, in sicer medobčinskemu društvu invalidov Murska Sobota ob njihovi obletnici, kakor tudi zaslužnim posameznikom. Priznanja so prejeli Genoveva Baranja, Eva Celec, Ante Selič, Jože Vratuša, Gizela Bencak in Jožef Peterka. Pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzela Mestna občina Murska Sobota, s katero medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota vzorno sodeluje, skupno pa zagotavljata osnovno poslanstvo in pogoje hendikepiranim osebam, kar je izpostavil Zoran Hoblaj, podžupan Mestne občine Murska Sobota. Dovolite mi, da vas v imenu Mestne občine Murska Sobota prav lepo pozdravim. Še posebej vam prenašam pozdrave našega župana, dr. Aleksandra Jevška, ki je danes žal odsoten. Veliko tega je že bilo danes povedanega. Jaz sigurno ne bom povedal nič novega, vendar spodobi se, da spregovorim ob vašem visokem jubileju nekaj besed, zato mi namenite kakšno minuto ali dve. Danes praznujemo častitljivo obletnico, saj obeležujemo 50 let od ustanovitve društva, katerega poslanstvo je skrb za invalide oziroma ljudi s posebnimi potrebami. Skupina zanesenjakov, ki se je pred 50 leti zbrala na dvorišču Soboškega gradu, je imela plemenito idejo pomagati tistim, ki so najbolj potrebni pomoči. Svojo idejo so realizirali na ustanovnem zboru 10. maja 1969 v Soboški kinodvorani, ko je bilo ustanovljeno prvo pomursko društvo invalidov, imenovano Društvo telesnih invalidov Murska Sobota. Današnje ime je medobčinsko društvo invalidov dobilo leta 1996, ko se je takrat oblikovala tudi nova lokalna samouprava. Osnovna nit delovanja društva je delovanje na socialno-humanitarnem področju s ciljem uveljavljanja pravic invalidov, preprečevanju diskriminacije, ozaveščanja in nudenja pomoči, vključevanja invalidov v vsakdanje življenje in spodbujanja za samostojno življenje, pri tem pa skrbi društvo tudi za zdravje,
rekreacijo, izobraževanje, usposabljanje ter tudi kulturno in športno udejstvovanje invalidov. Ne smemo pozabiti tudi delovanje skozi posebne projekte ter sodelovanje tako z tujimi organizacijami in navsezadnje zelo dobro sodelovanje z društvi iz svojega področja ter z lokalno skupnostjo. Mestna občina Murska Sobota nosi naziv občina po meri invalidov. Toda naziv ni dovolj, zato je potrebna nenehna evalvacija doseženih ciljev in pa postavljanje novih ciljev, da bi mesto lažje zadovoljevalo potrebe invalidov. Dovolite mi, da se v imenu mestne občine Murska Sobota zahvalim vsem, ki ste v preteklosti dali svoj pečat delovanju društva. Vsem, ki danes aktivno delujete v društvu, ter vsem članom društva, obenem pa izrekam iskrene čestitke ob vašem visokem jubileju. Iskreno čestitam tudi vsem prejemnikom nagrad. Na koncu pa naprošam predsednika, gospoda Kuliča, da se mi pridruži in prevzame priznanje mestne občine Murska Sobota, ki ga naša občina podeljuje društvo ob 50. obletnici delovanja. Hvala za pozornost in iskrene čestitke. Iskrene čestitke in uspešno delo še vsaj nadaljnjih 50 let. Hvala lepa. Hvala. V kulturnem programu so nastopile učenke in učenci osnovne šole 3 in osnovne šole 4 Murska Sobota ter invalidski pevski zbor Prijatelji. Praznovanje je bila tudi priložnost za druženje, prijateljski klepet, pogled v preteklost in načrtovanje za prihodnost. Ob okroglem jubileju čestitka vodstvo Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, kakor tudi članicam in članom za postorjeno ter tudi uspešno nadaljnje delo. Minuli teden je občina Črenšovci zaznamovala 10 let svojega obstoja. Ob tem jubileju so se skozi ves teden odvijali številni dogodki in aktivnosti. Dogodki ob 10. občinskem prazniku občine Črenšovci so letos potekali pod naslovom Slovenska krajina. Torej, letošnji 10. občinski praznik smo poimenovali Slovenska krajina, ker smo ga želeli povezati z praznovanjem 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in nekako pri občanih in občankah zbuditi domoljubje, pripadnost domovini, solidarnost in sodelovanje. Praznovanje se je začelo že v ponedeljek. Takrat so pričeli z akcijo Küpim pa izobesni slovensko zastavo, ki bo trajala vse do konca avgusta, ko se bodo slovesnosti okrog 100-letnice priključitve Prekmurja k matici zaključile. V Kleklovem domu so odprli tudi informacijsko točko, v kateri je možno kupiti izdelke lokalnih ponudnikov in pa otvorili priložnostno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, na kateri so razstavljeni predmeti okrog Prve svetovne vojne. Major gospod Zvezdan Markovič nam je tudi predstavil te dogodke. Obiskali so jih tudi učenci osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, pa tudi črenšovske osnovne šole Franceta Prešerna. In v torek smo izvedli krvodajalsko akcijo. Ta je v občini Črenšovci potekala prvič in po besedah županje vsekakor ne zadnjič, saj se je udeležilo okrog 30 občank in občanov. V sredo so si v kulturni dvorani v Črenšovcih ogledali dokumentarni film Za Prekmurje gre in poklepetali z njegovim režiserjem Štefanom Celecom. V četrtek se je več kot 200 ljudi udeležilo pokrajinske revije upokojenskih pevskih zborov z naslovom Pesem nas združuje. V petek so pripravili nogometni turnir mlajših selekcij v občini, zatem je sledila svečana seja občinskega sveta, na kateri je županja svetnike in svetnice seznanila z večjimi investicijami, ki jih načrtujejo letos. Ob koncu se je odvil še koncert pevcev Belmura, Aeternum in mešanega pevskega zbora Franceta Cigana Črenšovci. Pri organizaciji vseh dogodkov pa so občini Črenšovci pomagali Kulturno-turistično društvo Črenšovci, Prostovoljno gasilsko društvo Črenšovci in Vaški odbor Črenšovci. So pa po besedah županje vsa društva v občini zelo aktivna in pomembna. Ja, jaz sem vesela, da so občani taki, ki želijo sodelovati, ki brez nekih finančnih sredstev se potrudijo in
prispevajo k društvenemu življenju, k sodelovanju v občini in to se mi zdi zelo pomembno. Moram reči, da z društvi odlično sodelujemo, naprimer v tem današnjem celotedenskih aktivnostih so se zvrstila vsa društva in so sodelovala pri različnih aktivnostih ob tem občinskem prazniku. V soboto se je poleg osrednje prireditve skozi ves dan odvilo več dogodkov, primernih za različne generacije. Že ob 9. so se pohodniki lahko odpravili na tradicionalni pohod za Murski cvet. Učenci osnovne šole Črenšovci pa so si ogledali igre Nekoč in danes, učenci osnovne šole Bistrica pa gledališko predstavo Luncov pišta. Od 16:30 naprej so se predstavljala tudi lokalna društva. Tista, ki med tednom niso sodelovala v glavnem, to so Društvo alternativne mladine Bistrica, potem klub Štrk, ribiška družina Lendava, Pandolaši, potem kulturno društvo Ferdo Godina Bistrica in pa društvo Aro iz Trnja. Smo kulturno društvo Bejle tulpike iz Zgornje Bistrice. Delamo vse, kaj je z papira, pa našivavljamo po domače povedano, pa vse ročna dela. Kako dolgo že obstajate, koliko je članov? Ja, članov imamo okrog 17, ne? Obstajamo pa že 20 let. Ja, 20 let. Mi smo društvo Aro, to je društvo terenskih vozil iz Trnja. Vaši člani smo ne samo iz Trnja, vse povsod. Tekmujemo za državno prvenstvo v tej, že ne vem, kaj že vse te tekmovanja, to bolj močma prek. Družimo se, na izlete hodimo, večino pa imamo to. Sedaj so tudi v Novi Gorici danes na državnem prvenstvu, pa je naš tekmovalec prvo mesto z našega off-road kluba, drugače smo pa tudi off-road v Sloveniji. Sicer naš predsednik off-road kluba Trnje je predsednik off-road Slovenije. Imajo hard, to so predelana vozila, s katerimi resno hodijo po težki teren in morajo imeti vidle. Imajo sovoznika, ki pomaga, morajo imeti resno varnostne ukrepe. Druga so pa brzinci in so na kategorije dizele, benzinarji in do kubikov, ne vem, 2000 ali kak so, na takšne kategorije tekmujejo. Društvo, koliko članov? 21 let že imamo društvo, koliko? 80 članov je aktivnih, resno. Družimo se pa po pohodaj in na izlet hodimo. Pa na vse prireditve, ki nas povabijo, se udeležimo. Tudi včasih kakšne šole, vrtce povabijo, da pridejo. Povezilje kulturno-turističnega društva Črenšovci, sestajamo se vsak teden in dobre 2 uri šivamo, kvačkamo, kar zanima, si med sabo zmenjujemo vzorce in to ob prilike, ko mi podariš ali pa za prodajo v glavnem ne delamo, tako da to je bolj za našo dušo, pa ko se ohranjajo te stare. Smo pa imamo eno gospo, ki je že dalj časa, že od vsega začetka in je res polna vzorcev, tako da smo si razdelili med sabo, pa če kaj pa novega odkrije, spet pokaže in te se to tako ohranja. So pa to materijali, nekateri so že stari, nekatere, mislim, ne tako stari. Naprimer, moj oče je bil tkalec in je domače platno delal. Pa sem še jaz nekje našla en košček tega blaga, pa sem tudi napravila. Tako da v glavnem pa si ženske kupujemo materijale v trgovini, nabavljamo si te pisane prejice in delamo in še enkrat delamo. Delo izgleda zahtevno, koliko recimo ur porabite za en tak izdelek? Težko je povedati, koliko je ur. Včasih se 2-3
3-krat srečamo, pa še ni vzorec ali pa prtiček končan. Naprimer, to ne moreš napraviti v 2-3 dneh, to lahko povem 10 dni rabiš, ker je resnično še takšni zahtevni vzorci. Različno, pač ene velike delajo, druge manjše, pač kako kero zanima, se izmenjamo pa delamo. Moraš biti potrpežljiv in spreten. Tako. Že vsaka nekaj je prinesla od doma, iglo pa to vsaka pozna, nabavljamo si material. Ene ne vejo kvačkati, pač šivajo. Tako da, če se pa kero zanima, pa jih pokažeš, pa potem je vesela, ko se je nekaj novega naučila. Tako da si dosti izmenjujemo. Ker ni to zdaj, to je moje, to je njeno, tisto ne. Si med sabo s tem pomagamo, pa delamo. Mi smo klub Štrk, to je klub po kapi in pri nas so večinoma bolniki, ker potem izdelujejo te izdelke, ker mi na stojnicah predstavljamo, potem te material ali samo prispevke, kaj dobimo za material, porabimo pa, imamo pa telovadbo društvo prireja, dosti se bavimo z hojo, pa tako da večinoma so to bolniki, ker so na vozičkih, pa ker so res po kapi, ker so nepokretni, pa potem s temi izdelkami pa to oni malo le imajo malo bolj voljo za malo prekiniti. Povejte mi še, ko pa največkrat ponujete, katere izdelke največ izdeluje? To je, kako si domislimo, kaj je ležejše, kaj je za bolnika najležejše. Tako da imamo pa tudi dosti predavanj o sami kapi in potem s tem je vse povezano, te delavnice pa to. Predstavljamo se kako temeljna enota Črenšovci. Spadamo v ribiško družino Lendava. Moram povedati, ko letos praznuje 60 let delovanja. Normalno delujem non-stop z ribiško družino Lendava, kako tudi z občino, vedno. Tudi z Jenamena pestom, te tudi kakšne ribe spečemo. Letno organiziramo par tekmovanj. Zdaj mislim, da najbolj zanimivo glih za Jenamena fest tekmovanje, kjer se lahko vsi udeležijo in probajo svojo srečo. Drugače pa normalno, kako vsa ribiška društva, upravljamo akcije. Najbolj znano področje je Mrtvica Bobri, Jula, so te razni coji, potoki, reka Mura, pa tudi Gramoznice. Kakšni so kaj ulove? Ulovi, težko, bolje si tajijo, kaj zgrabijo, tako včasih se pa te kari pohvalijo tudi z velikimi primerkami rib. Moramo biti ponosni na ulovljenega krapa prek 30 kg, ker je tudi razstavljen v vitrini na ribiški družini Lendava, ulovljen tu v Črenšovci. Naše društvo se Motoklub Black Wings zove, ustanovljeno je od leta 2005, tako pomeni to 13 let. Društvo smo fejs aktivni, vsak še vikend hodimo po srečanjih ven, torej od januarja do decembra na zimska srečanja, na letna srečanja. Organiziramo tudi motozbor, prvi vikend v juliju, 2 dni je prireditev. Pri tem nam pomaga tudi občina in zato tudi z občino sodelujemo, zato smo danes tudi tukaj, da se predstavimo in se eno drugome tudi pomagamo. Občina nam, mi pa njim. Če omenimo, koliko članov imate, recimo pa tudi kakšno izobraževanje ali kakoli pač ponujete? Trenutno ima klub 19 članov aktivnih. Prihajamo iz naše občine in pa tudi sosednjih občin. Letno nudimo izobraževanja, predvsem varno vožnjo motoristov se udeležujemo, sodelujemo tudi z policijo, pač da nam povejo, kakšna so nova zakonodaja, kakšne kazni sledijo, na kaj moramo paziti. Predvsem pa poudarek damo na varno vožnjo v prometu. To pač pravim, s policijo sodelujemo, oni to vodijo.
Osrednjo proslavo je poleg kulturnega programa popestrila tudi podelitev občinskih nagrad in priznanj, letos tudi podelitev naziva Častni občan. Občinsko priznanje bo prejel Ignac Jantelj, nagrado občine Črenšovci bo prejela pevska skupina Eternom in pa naziv častnega občana bo prejel posthumno pokojni župnik gospod Ivan Kranjc. Seveda pa so 10. občinski praznik občine Črenšovci zaključili zabavo, ki jo je popestrila skupina Meteor. Javni sklad za kulturne dejavnosti izpostava Lendava je organiziral regijsko srečanje otroških folklornih skupin Pomurja in Maribora z okolico. V organizaciji območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava je v gledališki in koncertni dvorani Lendava na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Pomurja in Maribora z okolico z naslovom Ringa raja nastopilo 11 otroških folklornih skupin. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lendava je danes gostil regijsko srečanje otroških folklornih skupin Pomurja in Maribora z okolico pod naslovom Ringa raja. Skupaj se je predstavilo 11 otroških folklornih skupin, od tega ena vrčevska ter ena madžarska skupina. Lendavsko območje sta zastopali 2 skupini. Veseli smo, da se na našem področju otroci skupaj z mentoricami odločajo za poustvarjanje ljudskega izročila našega območja. Srečanje sta strokovno spremljali državni selektorici Mirjam Jelnikar in Petra Nograšek. Slednja je o regijskem srečanju otroških folklornih skupin v Lendavi povedala. Danes se je predstavilo kar 11 skupin in lahko rečem, da so si zagotovo vse skupine zaslužile, da so danes odplesale na tem odru. Poleg zanimivih plesnih formacij, razgibanih formacij in dobre orientacije na odru nas je v tem delu tudi prepričala tudi glasba in petje, sploh pri nekaterih skupinah. Lahko rečemo, da smo bile presenečene nad kakovostjo same izvedbe, tako plesne kot tudi glasbene. Verjamemo, pred nami so sedaj še srečanja, še 3 srečanja in na podlagi vsega videnega se bomo odločile, katere skupine bodo pač se uvrstile na državno srečanje, ki bo potekalo 1. junija na Majšperku.
Pomurska gospodarska zbornica je v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota organizirala konferenco Razvoj in dolgoročno uspešno poslovanje družinskih podjetij v Pomurju. V prostorih podjetja Roto Eko d.o.o. v Puconcih je potekala strokovna regijska konferenca na temo Razvoj in dolgoročno uspešno poslovanje družinskih podjetij v Pomurju. Organizator dogodka je bila Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota v okviru Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2019. Družinska podjetja predstavljajo večino podjetij v Sloveniji in so gonilna sila gospodarstva. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, ocenjuje, da je skorajda enaka slika v deželi ob Muri. Skoraj 85% so družinska podjetja, govorimo mala, mikro in pa srednja podjetja. Predvsem je to dobro, da ta mala pa mikropodjetja prehajajo v srednja podjetja in zaposlujejo že tam 200-300 ljudi. V podjetjih se prepletata družinski in poslovni svet. Kako je z aktivnostmi Pomurske gospodarske zbornice, kar se tiče uspešnega prenosa na mlajši rod? Robert Grah. Mi se zavedamo tega problema prenosa lastništva na mlajše generacije in zaradi tega že zadnjih 5 let delamo kar precej na tem, ker nekako želimo predstaviti dobre prakse tisti, ki so to že naredili, da pridajo, da povejo našim podjetjem, kako dejansko se lotiti tega problema. To ni enostavno, vidimo, da 1/3 tega samo v Sloveniji uspe in je to resen problem in verjeti morate, da nekako je zbornica tudi tista, ki si želi, da se ta dobra praksa potem prenese. Dobra praksa tistih, ki so to že naredili in danes imamo več inštrumentov. Danes smo tudi slišali gospoda Marka Lotriča iz podjetja Merosovlje, ki je zelo uspešno naredilo tudi družinsko ustavo, da enostavno se tudi z neko ustavo, z nekim aktom, katerega se družina drži, potem tudi dogovorijo vse, kar se mora narediti pri takem prenosu. Mi smo naredili analizo na zbornici in prav analiza tudi to kaže, po letu 2020 bo ta proces prenosa na drugo, tretjo generacijo šel naprej, ker danes so lastniki stari že več kot 50-60 let in vsi razmišljajo v to smer in seveda to bo potrebno narediti, to ne bo enostavno, danes tudi vidimo in tudi interes med poslušalci je, seveda pa bomo tudi mi pomagali in naredili smo tudi en priročnik, danes smo ga tudi dali in na tem priročniku je nekako opisano, kateri so tisti osnovni koraki, ki jih podjetje se mora zavedati pri samem prenosu na naslednjo generacijo. Partner Pomurske gospodarske zbornice pri projektu je Razvojni center Murska Sobota. Kakšna je vloga le-tega, je obrazložil Bojan Kar, direktor Razvojnega centra Murska Sobota. Razvojni center Murska Sobota je od leta 2016 skrbnik Pomurskega zakona. Aktivnosti današnjega dogodka se izvajajo v sklopu zakona o razvojni podpori pomurski regiji. Zakon ima že kar dolgo brado, izvaja se že 10. leto, vsi skupaj se pa zavedamo, da za uspešni razvoj gospodarstva regije niso pomembne samo fizične investicije, ampak tudi vlaganje v kadre, v ljudi in današnji dogodek je namenjen temu. Eno najuspešnejših družinskih podjetij v svetu ob Muri je skupina Roto. Predsednik uprave Štefan Pavlinjek je povedal, kaj so ključni elementi uspešnega prenosa družinskega podjetja na naslednjo generacijo. Ta postopek najmanj 10 let traja in seveda z začetka moraš vedeti 3 stvari. Ali imaš človeka, ki bo to z veseljem delal, da mu ni to v napoto. Drugo je, ali prodaš podjetje, če nimaš, je boljše prodati, ali pa najti tujega menedžerja, zunanjega menedžerja, ki to stvar pelje naprej in seveda otroci ostanejo potem samo lastniki. To je bistvena stvar, ker to ni enostavno, to je vprašanje odgovornosti, sposobnosti, tudi karaktera človeka in seveda, vedno rečem včasih, rajše ne silite otroke v to smer, ker vidimo, da so otroci podjetnikov, baletni plesalci, operni pevci, ki so pa na drugem področju zelo uspešni. Torej, če je interes, ta stvar mora iti počasi, ker stvari niso enostavne, lahko ti stvar pelješ v zelo dobri smeri, da stvar raste, lahko pa tudi nekako pelješ v to stvar, da stvar propade. In seveda družinsko podjetništvo mora imeti tudi neki koncept, mora imeti vizijo, seveda mora biti tudi velika meja tolerance in seveda tudi velika meja stvari, ki so strokovno in tudi finančno nekako povezane z tem prenosom.
Pri postavljanju nasledstva se pojavlja kar nekaj vprašanj, zlasti glede urejanja medsebojnih odnosov in za nekatere najpomembnejši element prenos premoženja, s čimer pa se ne strinja Metod Grah, direktor družinskega podjetja Počitek Užitek d.o.o. Ne strinjam se s tem, da je najbolj pomembna pri tej stvari prenos lastništva. Daleč od tega. Najprej je moramo prvi korak je za zaposlitvi družinskih članov. Pri tem moramo sploh videti, ali ti družinski člani sploh hočejo delati v tem podjetju, ali so sposobni. In po drugi strani, ali jih prej poslati v tujino, ali neko drugo podjetje. Moram reči, mi smo imeli srečo, ker sta oba moja sinova nekako rasla z filozofijo podjetja in se zaposlila pri nas. Je pa v tem stvar, da ta odgovornost se zdaj začne. Torej, vsak je odgovoren za svoje področje, ne samo on, torej vsi družinski člani. Odgovornost in s tem tudi kompetence za izvajanje določenih procesov na podlagi plana, ki ga pač spremljamo na začetku leta. In tako se kreira nekako, bi rekel, kontinuiranost nekega podjetja. Samo lastništvo prej ali slej, tudi vendar lastništvo kdaj, kako in če sploh, na kaki način. To so izzivi, tu so družinske ustave, smo slišali, so eni in drugi prijemi. Jaz bom kasneje tudi malo več povedal, na kaki način pač mi razmišljamo pri tej zadevi. Na področju prenosa glavnih dejavnikov v poslovanju družinskega podjetja je pomembno pravočasno postavljanje nasledstva. Družinsko podjetje Lotrič Meroslovje d.o.o. je bilo tisto, ki je na tem področju oralo ledino in spisalo ustavo kot pomoč ostalim v tem procesu. Gre za postopen sistematski proces z veliko mero zaupanja in še kaj, kar nam je zaupal Marko Lotrič. Predvsem veliko pogovarjanja, veliko razumevanja potreb drugih, predvsem v družini, razumevanje, ko je tukaj razpon 50-60 let ali pa 40 let med najstarejšim in najmlajšim v družini, nam pač predstavlja svojevrsten izziv. Se pravi, najprej je treba razumeti malo, kako generacija Y, X dela, kako baby boom, že sam ta razmišljanje je pač pomemben. Ampak najbolj pomemben je, ker v družini se vendarle dobro poznamo, vsej tako razmišljamo, da se dobro poznamo in ko se začnemo pogovarjati o neki stvari, pa res ni rečeno, da na enak način razmišljamo, da se o tej stvari pogovarjamo. Ko so vprašali, a ste se že kdaj pogovarjali o družinski ustavi pa o razdelitevi, seveda smo predvsem dva ženo povedala, da se pa od tega že vrsto let pogovarjamo. Najmlajša hčera je rekla, ne, od tega se pač ne pogovarjamo. Zaradi tega, ker nikoli nismo eksplicitno rekli, ne vem, ob sobotnem zajtrku, zdaj se pa od tega pogovarjamo. Ampak pomembno sporočilo tukaj noter je jasno, a so otroci pripravljeni, a so motivirani, a bi želeli vstopiti ne samo v lastniško strukturo. Želja naja ženo je bila predvsem to, da tudi v upravljavsko. Ampak času smo dali čas in tako imamo vsej 10 let, pa če odštejem te dobre ali pa slabe 4 leta, pravzaprav od začetnih resnih pogovorov, podpisa družinske ustave pred 2 leti, lahko rečem, da je še nekako leto pa pol do 2 nas čaka. V tem obdobju pa moramo, glede na naš plan, ki smo se ga dorekli, določiti tudi, se pravi, glavnega direktorja za naprej. Zakaj je samo tretjina družinskih podjetij uspešna pri prenosu nasledstva na naslednjo generacijo, je takole pojasnil. Jaz mislim, da je prva zadeva so pogovori. Mislim, da pogovor razreši znotraj družine vse težave. Druga zadeva, ki mogoče zakaj to ne uspe, je pač samo podjetje v kakšni fazi rasti se pač nahaja. A je to rast, a je to pad. Predvsem je pa tukaj noter pogovor in trezen premislek, kako razdeliti premoženje, da se potem druga in ali pa naslednja generacija ne bi skregala, po domače rečeno, in kakšne varovalke vgraditi, da nekdo s svojo odločitvijo, da bi recimo prodal svoje deleže, s to prodajo ne more, seveda jo more svojim družbenikom najprej ponuditi in ustrajati na temu, ampak da s svojo akcijo ne more ogroziti firme na, bom rekel, svoje likvidnosti. Regijska konferenca o razvoju in predvsem dolgoročnem poslovanju več generacij v družinskih podjetij je potrdila analize Gospodarske zbornice Pomurja, da pomurska družinska podjetja jasno izražajo potrebo po pomoči pri prenosu poslovanja na naslednjo generacijo. Potrebo po ustreznem strokovnem gradivu in izobraževanju na temo družinskega podjetništva, kar je nujno potrebno za dvig konkurenčnosti pomurskega gospodarstva.
Spoštovani gledalci, veseli smo, če ste pospremili naše reportaže skozi oddajo Dogodki. Hvala za pozornost, ker ste bili del našega sveta, ter vse lepo in dobro še naprej.